sam. Vsak je sam. Vsak je sam. A virus lahko premagamo le skupaj. Izkoristi priložnost in se cepi. Slovensko zdravniško društvo. Nahajamo se na Aleji Skaj, ki smo jo letošnjo zimo, to smo sicer planirali že lansko leto, opremili z drsališčem. V bistvu je edino drsališče, ki je odprto v Ljubljani, tudi ki je odprto vse dni v tednu, v bistvu skozi cel dan. Razprostira se na 750 kvadratnih metrih. Naredili smo tudi en obvod za otroke, da se lahko malo skrijejo pred starši oziroma da lahko malo tudi sami podrsajo. Organizirano imamo tudi drsanje za otroke, se pravi se lahko tečaj drsanja vpišejo kot in dejansko dobiš tukaj eno posebno pravljico. Aleja Skaj, zakaj je posebna? Ne samo zaradi tega, ker smo postavili drsališče, Aleja Skaj je tudi ena izmed stvari, ki je prepričala žirijo, ki nam je podelila nagrado. Združuje ne samo nakupovanje, ta center, ampak združuje druženje, tako kot ga imamo mi danes, združuje zabavo. Priredili smo tukaj že marsikatere dogodke, kot recimo kino na prostem, kot so različni dogodki, koncerti. V vsem tem času, ko recimo naši glasbeniki niso mogli nastopati ali pa je bilo oteženo, to smo jih mi podpirali in so nam prišli tukaj se predstaviti oziroma zapeti. Na koncu pa je Aleja Skaj tudi posebno zaradi svoje kulinarične ponudbe, ki moram reči, da nam čedalje bolj funkcionira. Trije ponudniki italijanske, mehiške in pa slovensko-italijanske kuhinje in pa hitra prehrana zadovoljujejo potrebe teh okoliških prebivalcev, ki so tukaj in v bistvu moram reči, da sem ponosen, da smo ujeli ta prav branžen miks, seveda skupaj z kafetarijami, ki mislim, da imamo ta boljše, ki so prisotne v Sloveniji, Teta Frida in pa Zvezda. V letošnjem letu smo tudi pred slabim mesecem in pol končno odprli tudi Lollipop, ki se je tako izkazal, da je to tisto, kar otroci rabijo. Obiski so tudi glede na razmere nadpovprečjem, bi rekel, zato ker če moramo zapirati zaradi omejenega števila obiskovalcev, to pomeni, da je potreba potem oziroma da ljudje si tega želijo. Seveda ves ta čas dajemo velik poudarek na varnost. Smo bili prvi center, ki smo prepeljali te testirne točke sem, prepeljali smo cepilno mesto sem. Danes se vsi grebejo za te cepilna mesta, čeprav interesa trenutno mogoče je malo manjši, ampak lahko vam dam podatek, da je cepilno mesto v Aleji eno izmed boljših v Sloveniji. To pomeni, da je tudi naša prisotnost, naš značaj, marketing in vse skupaj so tudi naredili nekaj na splošnem ozaveščanju prebivalstva, ki je v teh razmerah vsekakor potrebno, da je čim več subjektov v družbi, ki poskrbijo za družbeno odgovorna dejanja. Varnost, kot ste videli, ste vsi preverjeni, ko pridete noter. Jaz rečem, da to zdaj tako zgleda, ker če bi šel čez mejo, a ne še tam te ne pogledajo, vsakega petega mu rečejo osebno izkaznico, pa bi kar rekel, dajte še mene preveriti, ampak nekako to tako zgleda. Moram reči, da so se obiskovalci tega navadili, tudi pritožb skoraj da ni več. Ljudje si to različno razlagajo, ampak na zadnje obvelja to, da je zdravje največ vredno in da moramo kot družba vsi skupaj več narediti za to. Mi delamo na tem, mi stalno razkožujemo vse te stične točke in smo zaradi tega tudi si pridobili certifikat, ki postavlja standarde higiene zelo visoko in smo tudi na to ponosni. Mogoče še beseda dve o krasitvi. Okrasitev je podobna kot prejšnje leto, v večini so isti elementi. 300 tisoč lučk
za en tak center je velika številka. Zakaj smo to naredili? Zaradi tega, ker pač glede na samo arhitekturo in vse posebnosti aleje, ki jih ima, je prav, da tudi v tem božičnem času ima nek svoj poseben čar. Teh 300.000 lučk je nekako število prebivalcev, ki jih ima Ljubljana in nekako naša želja je, da za vsakega najde tukaj svojo lučko, ki mu žari in si lahko tem kakšno željo pač zaželi oziroma ga tako ali drugače razveseli. Zadnje bi mogoče še omenil tej naši nagradi, na katero moram reči, da smo res ponosni. Vprašanje je, kdaj bo v Sloveniji še bil kakšen objekt, če ga ne imenujem tudi trgovski objekt, ki bo dobil tako priznanje. Zakaj smo dobili to priznanje, je veliko to vprašanje. Bili smo palčki, predvsem tem, ki so bili noter, bilo je približno 40 centrov, na koncu so 4 centre izbrali, da rečem temu, so bili nominirani. Mi, italijanski center, en center iz Kitajske in pa Srbije. Proti njim, če vam rečem, so enkrat, dvakrat ali trikrat večji kot je Aleja. Zakaj smo mi zmagali? Aleja ima dušo, jaz sem to bil prepričan že takrat, ko sem se odločil za ta projekt. Povezali smo ga z mestom, noter smo umestili elemente mesta, Tromostal je, Zelenje, Prešernov trg. To so faktori, ki so na eni strani vplivali, na drugi strani ne samo nakupovanje, ampak vse dejavnosti, ki jih poleg tega izvajamo. Ja, žirija je bila navdušena in bom rekel, da tudi mi sami ali pa naše vodstvo ni bilo čist prepričano v to, jaz sem bil prepričan v to, tudi 14 dni pred tem smo imeli eno združenje, ki se vsako leto dobimo in sem predstavljal Alejo, kako funkcionira in vse skupaj in sem na koncu povedal, da če 14 dni dobimo nagrado, so se mi vsi smejali, potem smo pa res dobili. Jaz mislim, da človek mora verjeti, mora imeti, ali je to verjemi v ljubezen, verjemi v uspeh, verjemi v nekaj moraš verjeti, moraš imeti neke cilje in te cilje moraš zasledovati. Vsak je sam. Vsak je sam. Vsak je sam. A virus lahko premagamo le skupaj. Izkoristi priložnost in se cepi. Slovensko zdravniško društvo.